Ljudje in ljudine, poslušate 93. epizodo oziroma 35. special iz karantene podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, ostali brez obljubljenega denarja, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Igor Harp in Aljoša Harlamov, tokrat znova brez gosta, a nič manj gostobesedno. 93. epizoda je torej 35. special iz karantene. Speciale iz karantene delamo za lastno duševno zdravje na tej dolgi poti iz epidemije. Z njimi pa želimo olajšati življenje med epidemijo tudi vsem vam, ki ste te dni še vedno več doma in na razdalji. Upamo, da to obdobje preživljate brez prevelikih pritiskov, finančnih in drugih, med svojci, zdravi, ljubljeni in na varnem. Tole priložnost pa izkoriščamo tudi zato, da pozivamo k cepljenju. Izkoristite to možnost, če ne zase, za druge, bodimo solidarni in začnimo z novo normalnostjo, ko bomo lahko ne nazadnje tole spet počeli v živo. Hvala vsem, ki ste se že cepili, hvala vsem, ki se še boste. V današnji epizodi bomo govorili o filmu, ki je premiero doživel prejšnji teden. Na Netflixu je pretočen namreč od zadnjega petka, 21. maja, govorimo seveda o Army of the Dead oziroma Vojski mrtvecev Zacka Snyderja. Če filma še niste gledali, a ga nameravate, potem je tole standardno in zadnje opozorilo pred začetkom epizode. Tale epizoda bo vsebovala kvarnike. Če bi film prej pogledali brez tega, storite to in se k poslušanju naše epizode vrnite pozneje. Mi vas bomo potrpežljivo počakali. Če pa ste film že pogledali ali pa ga niti ne nameravate gledati, bi se pa kakšno urico kratkočasili z nami, pa se nam le pridružite. Maestro, prosim, ne zaigraj komada Zombi od Cranberriesov. Sam res, kako je posilil tako mat, fuck off, man. Subtilnost tudi ni njegovo drugo ime, zgleda. Ne, se že Viva Las Vegas uporabljen v komadu o Vegasu je Je tam, fresh. ja. Fresh. Skratka, danes delamo Army of the Dead, film, ki je prišel ven prejšnji teden, film, ki smo ga kar nestrpno čakali in bomo videli, kaj smo dočekali. Režiral ga je Zack Snyder, naš dobri prijatelj Zack. Poznate ga po enem filmu, ki je že imel mrtvece v naslovu. Njegov prvenec je Dawn of the Dead iz 2004. Poznate ga po filmu 300, poznate ga po filmu Watchmen, poznate ga po Supermanu, po Batmanu proti Supermanu in nazadnje ste gotovo z nami gledali njegovo verzijo Lige pravičnih. Skratka, Zack Snyder ima to čast, ali kako bi človek temu rekel, da zdaj le delamo že njegov drugi film v mesecu dni, nekako razdalje. Pa Watchmene smo smo delali takrat, ko smo delali serijo, smo vseeno nekaj povedali tudi v filmu. Zdaj v njih sicer mogoče nismo DC-jevih, ampak jih tudi skozi omenjamo, tako da mogoče od Dawn of the Dead pa 300 edino nismo neki full blazn govorili, drugače tudi, pa ja? Tudi o Sucker Punchu pa Guardians of the Gahul, oziroma edinkrat, ko je bil tisti zatipk Sov je smiseln, je bilo, ko sem pisal review tega filma, ker je bilo neko Sovje kraljestvo, no tisti je bilo najslabše, to je bilo celo boljše zdaj kot Sove. No, skratka, ne bomo še se preimenovali v Snyderjev podcast Obot, ampak nismo pa daleč od tega, zgleda. Hvala Bogu, letos nima več nobenega filma, tako da ne bomo več delali Snyderja letos, razen če se odločimo, da bomo delali 300, ker je ni 2006, skratka nobena je 15 let, no. 15 let, ni glih okroglo. Smisla, še rekel 3000 let od bitke. Najprej sem pomislil, da bi mogoče to lahko zračunal, ampak nisem jaz tam, no.
V Army of the Dead, če pogledamo še nekaj igralcev, tako kot zadnje čase pogosto delamo, skratka Dave Bautista, igral v njem, poznate ga po Spektru Bondovem, Blade Runner 2049, najbolj ga pa najbrž vsi poznamo, ki spremljate žanr ali pa naš podcast ali pa oboje, najboljše seveda oboje, kot Draxa, uničevalca v MCU-ju vse od Guardians of the Galaxy iz 2014. Potem imamo še nekaj takih vlog. Ella Purnell je igrala v Miss Peregrine's Home for Peculiar Children v 2016, pa v Churchillu. Omari Hardwick je igral tega James Ghost St. Patricka v seriji Power. Marsikdo je to gledal. Kick-Assu je bil, v The A-Teamu je bil. Potem imamo, če gremo naprej, če vidva se še kaj spomnite, kogarkoli s kogar seveda kar skočite. Ana de la Reguera bo zdaj igrala The Forever Purge, ki pride ven kmalu, če sem si prav zapomnil. Potem imamo našega enega najljubšega bad boya Tio Rossija, ki je bil, marsikdo je sicer nisem gledal Sons of Anarchy, tam je bil Juan Carlos Juice Ortiz. Bolj ga poznamo kot Hernanda Shadesa Alvareza v Lukcu in njegovi kletki z 2016 do 2018. Potem imamo Matijasa Schweighöferja, ki je sicer igral v ogromno nekih nemških filmih, ki jih jaz sam nisem gledal, tako da nisem si nobenega posebej izpisal. Je pa v svojo neko prvo mednarodno vlogo zaigral v Valkirah, kjer je iz 2008, kjer je seveda igral nemškega oficira, kaj pa drugega. Bo pa zdaj seveda glavna zvezda filma Army of Thieves, skratka vojska tatov, ki bo nadaljevanje oziroma predzgodba današnje vojske mrtvecev, o kateri bomo govorili. Potem imamo... In ki jo je tudi režiral. Ja, točno, tudi on bo režiral, pač Snyder bo tokrat samo producent, pa po njegovi zgodbi bo, ne, če sem... Tako da, maybe there's hope. Ja, to me zelo navdaja z boljšim feelingom. Ja, low budget nemški film, bring it on. Oh, man. Ruft mich an, si hotel. Ja, ne, nisem hotel to videti. Potem imamo Noro Ernezeder, zdaj sem se čizmenil, Ernezeder, domnevam, ki ga pač to French Woman Coyote, igrala je v seriji Mozart in the Jungle, to je bila kar popularna, jaz sicer nisem gledal. Hiroyuki Sanado smo imeli v prejšnji epizodi, ker je bil Scorpion v Mortal Kombatu, tako da si mogoče tja poslušate, da vas povabim še tja, da ne boste samo poslušali te epizode, dajte še kakšno za nazaj. Garrett Dillahunt je ta tip, ki je skratka Tanakov desna roka, je igral kup nekih filmov, ima Burn Notice, pa sitcom Raising Hope, drugače je igral v seriji Terminator, The Sarah Connor Chronicles. Kjer je bil Terminator. On je bil ta bad guy. No Country for Old Men, ki smo ga omenjali, mislim, v prejšnji epizodi. The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford je igral, Winter's Bone, Looper, 12 Years a Slave, skratka nekdo, ki ima za sabo kar precejšno, tudi zelo dober zna vsaj filme zbirati. No? Potem imamo Tig Notaro, ki je igrala v Lucy in the Sky, enem takem science fictionu iz 2019, drugače jo marsikdo pozna kot Denise Jet Reno iz Star Trek Discovery. In pa potem imamo še Raula Castilja, ki je bil v neki seriji Looking na HBO z 2014 pa 2016, v Nože vunje je igral pa nekega policaja, tako da tam sicer ni neka velika vloga. In pa Samantha Wynn, ki igra Chambers, je bila Kitana v Mortal Kombat Legacy seriji in Carvex v Man of Steel iz 2013, sicer pa je neka badass pretepačica, kako bi človek rekel, skratka, tudi v nekih teh borilnih večina bila je na nekem velikem turnirju tega
je predstavljala reprezentanco Kanade, skratka, to sem še nekaj prebral, ker me je v bistvu ona še kar z nekimi akcijskimi prizori so se mi zdeli kar v redu s njo. No, skratka, to bi bili ti neki nucniki glede filma, ki ga bomo danes obravnavali in zdaj seveda prvi vtisi gledanja filma. Igor, boš ti mogoče najprej, povej Igor še zgodbo, kakor je pač je v tem filmu in lahko, mislim, da nadaljuje z svojimi vtisi iz filma. No, prvih 15 minut filma je actually dosti dobrih in vidiš, kako vojska transportira zombi, prometna nesreča zaradi blowjoba, kar je malo kliše že zdaj ratov. In potem pristane tisti zombi, gre v Vegasu, tista montaža je Classic Snyder in je krasna. Tako da vsekakor prvih 15 minut filma super satisfying. Potem pa pač pride tale Tanaka in temu liku, ki ga igra Bautista, razloži, da naj zberi tim in grejo jutr not. Oni grejo not. Pač najprej imaš še tale team assembly, ki je drugi najbolj zabaven del filma, I guess. Ker spoznavaš ti like, pa je še koliko toliko razgibano, pol pa grejo not, pa je akcija, pa je malo boring, pa cel tale world building, kak so zombiji, kak so je tak kar neki. In potem jih seveda oni izda in potem seveda grejo ona reševati hčerka, ki je prišla zraven, gre reševati ono mati od onih in potem, mislim, se vse zgodi točno tako, ko veš, da se bo, ampak čeprav pri teh filmih to ne zameriš načeloma, ker pač si prišel gledati zaradi spektakl, pa je spektakl zelo meh in pol se film zaključi s tem, da basically oni failnejo na celi točki in bolj ali manj so vsi mrtvi in ne vem, kaj je bil point povsem. Je hči dobi nekih par jurjev, domnevam, da je v tistem šopu. Kse je rekel nekih 200 jurjev, kar je ogromno denarja pravzaprav in s tem bo lahko ona otroke preživela, če jih bo kdaj najdla. Mogoče bo celo tam v puščavi najdla njihovo mamo, ker se o tem ne pogovarjamo, odkar pač ona je na helikopteru in potem helikopter dol pade in ja, ne vemo, kaj se je z mamo zgodilo v resnici, ker je nikoli ne pokaže, ne trupla, ne žive, tako da. Ne kot zombi in ne kot nekoga zanimivega sploh v celem filmu, ker mislim, character development je disaster. En lik mi je bil všečen in to je tale Safebreaker, ki ga igra ta Matijas, Ludvik torej, in Tig Notaro je cool, ampak moram pa reči, da se vidi, da je malo not, kar se tiče narativa, da je bila kasneje not posneta. Ker kar se je zgodilo, je bilo to, da je Chris D'Elia igral ta lik, so posneli cel film z njim, potem je bil on obtožen spolnega nadlegovanja, tudi mladoletnice so ga in za razliko od Mitija Okorna, ki ni mogel ga ven zrezati svojega filma, ga Zack Snyder je in ga je zamenjal digitalno z Tig Notaro, ki je posnela vse te scene, v katerih je pred green screenom brez katerega koli drugega igralca, kar pač, kjer imaš shot reverse shot, zgleda malo tak. Ampak, kjer pa je ona zraven, v mešani sceni pa se mi zdi prav fascinantno, tehnično, kako dobro je to narejeno, ker res ne vidiš, da bi ona bila tam pred green screenom, pa vsi ostali ne. To je zelo super. Pa, ok, všeč mi je še bil Zombi tiger, to pa tudi menim, da bi pač vsak film lahko imel Zombi tigre. Kaj pa Zombi kon, se ti ni dopadal? Če je bil pa tok hiter, helikopter je dohitel. Res. Mislim, luknj v zgodbi je pa res je slabo narejeno, toliko stvari v tem filmu, ki ti ni jasno zakaj. Mislim, razumem, Zack Snyder je ok, je v redu, zna biti v redu režiser, ne? Ni pa dober scenarist, kar je tukaj spet dokazal, isto kot pri Sucker Punchu, oziroma še bolj, in je res za nič direktor fotografije.
ker mislim, tako kot je v onem pitch meeting sketchu, zombies like you've never seen them before, out of focus. No, sej, k temu se mogoče pol še vrnemo tehnikale, razen če bo Mito zdaj tle nadaljeval, ampak ja, Mito, kako se je tebi zdel film? Predvsej zmeden pristopno je obral, nekako štekam, da se na papirju sliši zombijada / heist movie, čist zabaven mashup, ampak nekako potem zapade v akcijo, ki je koliko toliko proper, tu nimam kaj reči, ampak trpi pa vse ostalo zaradi tega zmedenosti in liki in zgodba in zgodbe, mislim, lukne v zgodbi. Tako, ne bom rekel, da ne uživaš oziroma da ni zabaven, je pa hitro pozabljiv film. Ja, jaz bom mogoče mičkeno bolj oster. Jaz sem včeraj tudi dosti razmišljal o tem, pač kaj v resnici, in jaz se tle malo se bojim enega nekega trenda tle. Jaz mislim, da sicer je tu zdaj moramo gledati to kot paket Snyder, ne, ker je v tem paketu marsikaj, od tega, da je seveda on recimo dosegel neko zmago proti studijem Warner Bros. In da je pač HBO izdal še njegovo direktorjevo vizijo Lige pravičnih, za sabo je imel pač, to je pomenilo, da so pač ti oboževalci, to je bila globalno gibanje dobesedno, ne, tako da to mu je kar dalo neko auro, kaj pa jaz vem, ljubljenca, občinstva ali kakorkoli, no, ker vseeno tle se je eskaliral, pa vsaj da oboževalci, neki hardcore oboževalci imajo strašno v čislih. In potem mu je HBO pač dal, da je naredil tist. Zdaj pa tukaj je pa tudi ta problem seveda, da zdaj pritočniki, jaz bi rekel, da celo bolj kot vsebine rabijo ustvarjalce vsebine. In videli smo to, zdaj vidimo pri Ryanu Johnsonu, ne, ker so mu vrgli tako, jaz ne vem, v koliko kufre gre toliko milijonov, kot je on dobil, ampak recimo ene par kufrov ali pa potovalk denarja na mizo in mu rekli, naredi nam nože vun 2 pa 3. Tle imaš ves cash na tem svetu. Tako da natančno veš, koliko je za 2 sefa v Las Vegasu. Točno to. Jinx. No, dobro. Za 2, pač tist kup je zgledal gromozanski, no, tam notar, tako da, ja, in jaz mislim, da sicer, da tle bomo zdaj dobili, skratka, pretočniki lahko ponudijo neko večjo svobodo v ustvarjanju. Predvsem zato, ker na pretočnikih so tudi malo bolj, bomo rekli, edgy vsebine, ne, pretočniki. Meni se zdi, da vseeno na to, kar smo zadnja leta videli, recimo pri serijah, da so tudi še Netflixi, HBO in vsi ti zelo pospešili, kaj se danes v seriji da. Recimo tudi Mandalorian v Star Wars v franšizi ne bi bil po mojem možen, če ne bi bilo Disney Plus pretočnika. Je neka posebna zgodba, pač šli so lahko popolnoma mimo pravil Star Wars ali kakorkoli, pač, čeprav se na koncu spet vračajo k Skywalkerom in tako naprej. In to se mi zdi po eni strani že v redu, da je več ustvarjalne svobode. Tudi moramo vedeti, da recimo pretočnik si lahko privošči kar nekaj slabih filmov, ker neposredno slab film ne vpliva na nje tako kot na studije. Če bi zdaj stale Snyderov film prišel ven v kina, sem jaz prepričan, da ne bi ga toliko ljudi videlo, kot ga je zdaj doma. Pustimo zdaj, seveda pandemija je ena stvar, druga stvar pa je tudi, veš, ti, ki plačaš, ne vem, 17-18 evrov mesečno, si lahko privoščiš, da pogledaš karkoli je pač na tem Netflixu. Ne rabiš toliko zbirati. In če boš začel gledati, pa si rekel, to pa ni vredno mojih 18 evrov, ne boš zdaj priklical naročnine na Netflix. Če pa greš ti v kino gledati, pa ti že reče, ne vem, Igor, tako kaj je nama napisal, ta film ni v redu, pol pa že pomisliš, a boš ti plačal karto, pa šel ta film gledati, ne? In tu mislim, da je ena nevarnost, ker tle so Snyderju dali pač odprte roke in tako, kaj Igor rekel, pač tip ni dober scenarist, pa mu tega očitno noben ne pove, še slabši direktor fotografije je. In na koncu to, kar smo dobili, je meni pač zelo žalostno, glede na ves cash, ki je vržen v to. Pustimo mogoče, ne vem, lukne v zgodbi od tega, da ti nekdo naroči, da 5 Evropa in njegov lastni sef, pa ti niti ne pove, kakšne booby traps ima stvar pred, to mi je pač tako nekaj najbolj banalnega na svetu in
mislim, pri vseh teh milijonih, da nihče, ko delaš ta film, niti igravci ne rečejo, Snyder, a si dober to premislil, a je to ok, mislim, zakaj? Pa čist simpel bi zrihtali, bi rekel to od mojega konkurenta. Vem, da ima ta denar, ker smo ga glih plačali. Pustimo to, da mora zombi iti po teh, čeprav bi ti tudi lahko fuknil ga tja. Ga vrgo. Pa bi bil isti učinek, pa bi videl, pa bi šlo. Ampak očitno to sem jaz, pa se to ne da. Če pustimo te plot lukne, je že sam tako, že prvih 5 minut, mislim, ali koliko jih je, ko je ta vojska. Tam imaš ti prvič ta blowjob, ki nima nobene veze, ampak še hujše je, ker ti gledaš dva vojaka, ki neki se kvazi, tudi dialogi niso super, ampak če pustimo to, ful nekega cajta ti zapraviš za dva lika, ki umreta, enako kot drugi, pa še neki najprej zbežita čez hrib, pa je on vlovi, čemu? Tle, a veš, to je Aristotelovo pravilo nekega ohrani kraj, čas in prostor čim bolj isti, ne pa mi menjati v 5-minutnem posnetku 3 lokacije. Zakaj? Zato, da bo on še vedno una-dva pobil, pol pa sam una-dva gresta z njim do mesta. Vsi oni, ki jih je prej pobil, pa pač še ležijo tam, pa se pretvarjajo v zombije, ali so pa zatavali, vpuščavali, karkoli. Skratka, že tam vidiš, da skratka, to ni človek, ki bi obvladal pripovedovanje. Da ne omenjamo pol, tako kot v unem videu tudi omeni to Čehovo pištolo, pa če ti pokažeš v prvem pištolo, se mora v drugem dejanju sprožiti. Tle imamo kup stvari, od une gromozanske žage, ali kaj je tista čudna cirkularka prenosna, ki jo pač ima tip s sabo in to je to. Ne, se uporabijo jo, da vdrejo zid. Ne, zid prerežejo. To je to, pač ne vidimo, mislim, vsi smo gledali, mislim, ok, se vidiš mal v unih slow motionih, kako te zombije reže, no, ampak jaz bi imel tega ne v slow motionu, pa da kri šprica, lahko je ok, kri v slow motionu, ok, dobro. Pa tudi oni posušeni zombiji. Ja, posušeni zombiji, ja. Ki, ko dežuje, bojo začeli nekaj delati, ampak nikoli ne dežuje. Nek dehidriran zombi, ki je kot neka suha hrana, kot da še za 3 minute v vrelo vodo, pa imaš večerjo. Oziroma imaš Netflix film. Možno, da bo to v nadaljevanjih pač prišlo do izraza, ampak kup takih stvari. Poleg tega, pol pa imaš druge stvari, ki pa imaš ravno obratno, ker mu ta ženska pove, da je zaljubljena vanga, oziroma da bi še vedno rada bila z njim. Takrat, ko oni skrajšajo jim cajt, oni imajo, ne vem, ful malo cajta, še ona se pa takrat odloči, da zdaj bo pa ona čustva in seveda vsi vemo, da bo tako in res umre dobesedno v naslednjem prizoru. To je najbolj bednih klišejev. Jaz imam od tega filma velik feeling vinjet, takih pristopov, ki izgledajo cool na papir, take špricer ideje, ki izgledajo cool po tretjem piru, ko pol pa je ta scena, in je ful smešna. Pol pa imaš drugo sceno, pa je tisto ful smešno, pa tak naprej, ampak nekako tisto, kar pa jih povezuje, nek lokal, pa nekaj tega ni in to je bilo nekako nasilo narejeno noter. Pa to še vam rekel, meni je pa v bistvu blowjob scena zelo povedna. Zato, ker se mi zdi, da je tudi Zack malo opisal, kako je on prišel do pogodbe z Netflixom. Netflix se je z njemu v Las Vegasu na hitro poročil, mu stisnil blowjob, ki se konča v katastrofi, stari. To je obnova. Oh moj bog, hitro. Ti si dark. To je bila zdaj kar org dark metafora, ja. Še ena stvar, ki pa tudi ne morem posebej dobro razumeti, je pa to, da so kao kritiki ful razdeljeni in to naj bi bil celo eden najbolje ocenjenih Snyderjevih filmov, mislim najbolje ocenjen Snyderjev film na Rotten Tomatoes, recimo. Jaz ne štekam tega. Ja. Jaz tudi ne, mislim, meni tako dobesedno vsi razen onih sov, filmi njegovi so mi boljši. Oni s sovami je res za nič, kaj je risanka. Ampak to pa... Tudi Štefančič mu je zastisnil, sem bil tako, what? A res? A celo to pa nisem tega. Ja, to očitno je, meni mogoče malo sumim sušo pač primanjkljaj kontenta in vsebin, ki bi mogoče malo kontrast stisnili temu filmu, veš, Sem dobro, jaz nekim Američanom še ne zamerim, da niso gledali Train to Busan 2, ki je dobesedno ista ideja filma, sam da je mogoče tisti... Isto slabo izvedeno. Ja. Sem da je tisto pa, če mogoče bolj zmeden tle, vse on ima neko
recimo da logiko. Ampak ja, ne zamerim jim, ampak vseeno ne moreš ti reči, da je to zdaj tok super film, če je tok stvari ne drži vode. No? Ja, ne, meni recimo je bilo hecno glih IO9, ki ponavadi ima v redu reviewe, ne, imajo tak, da so scene med Scottom pa Kate, torej Bautistom likom, ki ga igramo pa to hčerko, kažejo eno srčno energijo in čustveno iskrenost in to, ne, tak, ne, obup. Vsi pogovori o čustvih v tem filmu so tak fucking fake, da mislim, glej, slovenski filmi, ki so narejeni brez podpore sklada, znajo to boljši izvesti. Pa ne mislim samo hostarja, ampak resno. To je tak čip vse skupaj in patetično, da je kar brez veze. In še vse skupaj pač, ko imaš kao, ja, ta scena, da je njemu dejansko umrla hčerka in da pol daš to sceno nekak med očetom in hčerko, not, ko eno umira, not kot nek tak moment, ampak tak slabo narediš. Mislim, če bi imelo neko iskrenost, pa bi on to znal razložiti. Bautista je pokazal, da je odlični igralec že, sploh Blade Runneru recimo, ne? In bi znal odigrati to, ampak ne s tem dialogi, ne s tem režiserjem in ne s tem direktorjem fotografije. No. Ja, zanimivo, ker recimo Dave Bautista jaz nisem, mislim, v tem filmu ni slabega igralca, jaz ne moram reči, da so slabi igralci, meni so bili všeč igralci, no. Mi to prosto nekaj sem te prekinil. Ne, čist nadaljujem to misel, ne, da bistvo, ja, igre niso bile za nekako obupno porazne ali pa nič, kar bi orang štrlilo ven. Mogoče bi res izpostavil Tig Novaro kot, Notaro, ja, bi si mogoče zaslužila kako solo vlogo ali pa glavno vlogo v kakšnej komediji, ker mislim, da čisto predvsej dobro sposobna, no, nekaj narediti, kaj ta zga. Veš, tu se skaže, kot kljub temu, da je imela zelo nehvaležno delo, kot nek filler na green screenu in da je zelo kompetentno pa čisto kaj naredilo. Ona je drugače stand-up komičarka, ne, sem ne na 2 speciala, ne na pogledu in je drugače the best. Tako zelo me spominja na tega TJ Millera, no, ko sodeluje z Ryan Reynoldsom. Deadpool, ne. Tako da, ja, mislim, vloge so meni bile čisto ok, mislim, igralci, no, čisto ok. Dobro, ne vem, mogoče bi lahko od Zombie Kinga malo več pričakovali, kakšen hamletovski dialog, ampak ok. A veš, če že imaš zombije, ki so kung fu mojstri, zakaj ne govorijo, no? Pa da bi govorili drugače, ko odpirajo usta, tako oni dabeni hongkonški filmi. Ja, to. Ne, mislim, cela ta ideja neke različnih zombijev je meni načeloma kul, ampak ful redko znajo filmi to dejansko izkoristiti. Spomnim se enega Warm Bodies, Nicholas Hoult igra, ki je v bistvu Romeo in Julija in pol ta del je zelo cheesy. Ampak tam imaš pač tak neko hierarhijo znotraj zombijev, ki zelo lušno deluje. In tukaj tudi imaš te alfe, imaš šemblerje, ampak kaj so pol oni, ki jim oči svetijo? Zakaj jim oči svetijo? Tisto so pa roboti zombiji. Ja, to ima oni v pitch meetingu not, ampak honestly. Ja, roboti so bili res. Pač robot je bil, ne? Mogoče moramo počakati na... Ko mu odstreli glavo, ko mu odleti, se mu vidijo vezje pa čipi v enem prizoru. Mislim, jaz nisem razumel, zakaj, ne glej me, ne sprašuj me, zakaj, ampak ja, roboti so, 1, 2 ali 3 so bili noti, ki so bili roboti. Če on ko na koncu razstreli glavo te Zeusu, Alfi, Kingu ali kakorkoli, ne, je tudi modra, ampak je neki prahec, taki magic pixie dust razpade, ne, kao nek moder. Ne vem, meni nič robotskega pri tem ni izgledalo, samo pač kao bolj toksična, I guess. No, na tisto je bilo, ampak ja, 2krat pa je. Jaz sem tudi najprej pogledal, ker sem mislil, da sem narobe videl, ampak ne je bilo. 2krat je pa bilo tako, da se je videlo kot del nekega pač kovine, no, da ni bilo, da je jasno, da ni človeško glava, ampak je not neko pač kovinsko. Zdaj, zakaj? Jaz ne vem pa, kako je mogoče je pa to, ne vem,
skrivni otok od Delosa, veš, kao Westworld, sezona 4. Je pa tudi zanimivo, da Snyder je edini režiser, ki je ne enkrat, ampak že dvakrat zdaj imel zombi fetuse. Aha. Ja. Zakaj? Že takrat je bilo ok, bilo kul, v redu, ampak dajmo še enkrat to dalje. Ja, ima on kakšna full eksplicitna stališča okrog splava, pa to, ali kaj? Ne, jaz nič ne vem tega. Ne. Ali pa da mogoče hoče povedati, da večina njegovih filmov je malo splavljenih. Ne, I guess. Mislim, malo hvatam krivine. Ja, lej, če mi ne pove tip pizda, moram ekstrapolirati, razumeš, to imaš. Ne vem. No, kaj je pa fora tega plitkega fokusa? Mi to lahko nekdo razloži. Ne vem, jaz sem si glavo razbil, s tem pa sem iskal članke, če bi kje nekakšen intervju z njemu zahvatil. In ne vidim razloga, zakaj je to tako narejeno, ker onkraj tega, da je pač Zack Snyder mahnen na fotografijo, da ima nek fetiš, to ga čist štekam, pa spoštujem, nabavil si eno full hudo lečo, ki je bila, mislim, da v 25,000 kopijah v tam okrog 60. leta narejena, Canon Dreamlens se imenuje, ki ima zelo plitko globino. Canon je to naredil kot nek tehnični čudež takrat, kot na pol joke. In vidim zgolj tukaj kot neko jajcanje, pač ja, kupil sem si jo, pa lahko to delam. Ni pa to level Barry Lyndona, naprimer, ne? Kjer je Kubrick delal z Carl Zeiss lečo, ki jo je NASA uporabljala na Luni, ne? Ampak on je to uporabil zato, da lahko ob svečah snema. Ne, zato, da je svetloba prisna, zato, da je bla bla. Tle pa jaz ne vidim razloga, zakaj je ves ta folk zabluran. Nimam pojma, res. Sem odprt za ideje. Kdorkoli ima input, prosim, povej mi, zakaj je to tako fucking zablurano. Ne, ta prvič, ko pokaže tole Queen, kraljico zombijev, je tako, da je full rajca s tem, ampak to je to, one and done. Ne rabiš pol vsakič, ko pokažeš zombijev, kdo bo tukaj se izkristaliziral, a bojo zombi, ne, glej, zombi, soš. Nekaj je tako. Ne vem, jaz... Ja. Ne, jaz ne vem, če sem prav razumel, je pač točno to, kar si ti omenil, Mitošec. Kaj si rekel, celo ime ima nek Dream, kaj? Canon Dreamlens f0,95, to je... Ja, ker pač... Jaz sem nekje prebral, mislim, da je pač hotel narediti ta občutek, da je na pol neke sanje, nočna mora, ne vem kaj. Mislim, to že da, ampak veš, ti... Kako ne reče, ti bi mogel to malo bolj diskriminatoren biti do določenih scen, naprimer, veš, ko so čustvena stanja ali pa liki, ki trpijo, ali pa eni, rečemo ti, empatične vstopne točke, ne, bi jaz bolj realističen bil, ne, bolj oster, bolj direkten. Ne. Ajde, pri zombijih ali pa rečemo v akcijadah, tam bi bil bolj, oziroma predvsem pri zombijih bi bil bolj zadržan, pa bi rekel, ajde, tu imaš blur, tu imaš ta dream, tu imaš ta bla bla, ne. Ampak na onih točkah, ki bi pa pričakoval, ok, tle pa želim, da se gledalec pride bliže, pa ne bi bil, ne. Bi bil bolj odprt oziroma dinamičen, no? Da se tako izrazim, vsaj jaz. In me to preseneča, koliko jaz ga smatram za vizualno osebo. On je med režiserji zelo ve, kaj dela na fotografskem stališču, kljub temu, da je meni ta fotografski pristop, oziroma vsaj v tem smislu tle posnet fotografsko zelo generično, precej konvencionalno, ni nekih prebliskov ali pa je v Snyder Cutu dosti bolj radikalen. Tukaj pa, ne vem, zdi se mi kot en velik joke. Niti komentar ni na to, kaj bi lahko na Kubricka, naprimer, še tega ni. Ne. Veš, nič od tega tehnologije, ki si jo je nabavil, ki mu je kul, pa to je meni kul, ni izkoristil do potencijala, ki se bi mi zdel primeren. Ne. Koliko vem, je to lečo že nabavil za časa reshootov, torej Lige pravičnih, in je celotno on Dream, Nightmare ali whatever, kao Batmanov, ne, posnet 100 lečo. Ajde.
upravičeno. Zdaj, ko nazaj razmišljam, v redu, to je pač tista neka izbira, se rečeš v redu, ker je pač nočna mora in ta abstrakcija realnosti, bla, bla, bla. Tle pa ne vem, jaz hočem, a veš, če ti želiš pokazati, da so zombi grozni, pa da folk trpi in folk umira in križ prica nekaj levo desno pol, imaš kontrast med tema dvema, ampak ga ni. Ves film je zelo zamegljen. Ja, se to je mogoče malo zanimivo, mislim, ker res tudi kontra, recimo, kaj zombi filmi ponovadi prinašajo, ne? Ker prinašajo ta realističen gor, razpad telesa, vse to, ne, tle noter pa imamo tega zelo malo, ne, celo med unimi alfami so zelo tako pač malo imajo obraz, ok, pogrden ali pa ne vem kaj, ampak v resnici on, ne vem, ugrizne samo roko, tako kot je unga Ortiza. On je Nibbler, veš. Ja. Ja, ne naredim nekaj zdaj, da bi jim, ker zombi ponovadi so na pol pojedeni, nekim razpada, ne vem kaj, tle pa bi so samo en ugrizek in je že, in si pač takoj alfa zombi ali kakorkoli čemo to poimenovati. Ne vem, kako. Ja. Ne vem, bega me, res me bega, no. Ker je zelo zmedeno v tem stališču. Tudi zgodba to odraža. Je pa kul iz čistega golega fotografskega rajca. To je kul. A veš, jaz bi to leče imel kuj. Ampak je tam v levelih $10,000 na eBayu, ne, ker je tako redka pa tako iskana. Ampak zdi se mi samo pač, da to. On je rekel, jaz jo bom kupil pa ponudil na naslednjem filmu. In to je vsa odločitev, ki je bila za tem. Jaz tako razumem. Kar je slabo, no. Jaz mislim, da je to slabo. Koliko se pa veselita nadaljevanj? Mislim, boste sploh pogledala anime in tale nemški indie film in obljubljenih 10 nadaljevanj, ki so jih danes začeli omenjati? Ne vem, I guess, mogoče, če boš še v karanteni zihar, ampak če pa boš ti šel v kino pa sporočil, tako te Aloš rekel, to je vredno, to pa ne, bom na te počakal. Ja, jaz tudi, ne znam si tudi, mislim, ti boš on tribute za Alfe, veš. Ja, ne znam si točno predstavljati, zakaj? Niti ne razumem, zakaj bi bila zombi franšiza. Pač, ok, narediš pač več filmov o zombih, ampak rabimo to franšizo. A zdaj mora biti vse franšiza in vesolje, ali kako, ne vem. Jaz mislim, da se to, mogoče pa to pade v tisto, kar si prej razlagal, da streaming ali pa servisi, ne, torej te pretočniki, niti ne iščejo toliko kvalitete kot pa franšizo /ime, kao Snyderverse, Snyder Zombieverse, recimo, kao. Oni to želijo in to bojo naredili in mogoče je to tisto, kar prenese noter svojo soldatesko drugih zombijev, ki plačujejo po tvoje €18 na mesec, to je malo drago, ampak veš, 12 rečemo. On niti ne ve, koliko plačuje. Ostali dajmo 12. Toliko o zombijih, veš. Toliko, da je še za HBO zron. Ja, to pa je. Ok, mogoče si malo pretiraval, no, dobro, pismo to. Ampak ja, mislim, načeloma je tle men, a veš, tudi je tako stališča tega, da je zdaj to kao prvi film, pa uvod v franšizo. Kaj nam je ostalo? Zdaj videl sem, da kaj naj bi Dave Bautista še podpisal za nek film, ampak to je kvečem lahko predzgodba, mogoče zdaj s tem Nemcem, to, kar bomo zdaj tle, ampak drugače je on pač mrtev in preživela se sem, ja. Pride nazaj kot robot, zombi. Ja, edino, da, mislim, jaz ne vidim, pač živa je zdaj sem ta hči, pa mogoče una ženska, ki je itak tudi, če je ali ne. To je to, stari, da už bo padel, veš, boš videl. A ja, pa ne vem, mogoče je ta tik pilotka. Aha, ja. Mislim, da nje tudi ne pokaže, da je mrtva, ne? Ne, ampak pokaže, da so vstreljili, da bolj manj je že tam. Samo tista bolj neka rama, jaz sem razumel neka rama, da zaradi tega ne moreš helikoptere v luftu držati. Pol je pršel, tam se je že pelil nek ta Ivek helikopter, tako da mogoče jo bojo rešili. A ja, no, seveda pa, ne, un je zdaj zombi, no, pa un v sefu, kaj pač. No, pa pustimo ob strani dejstvo, da bojo vsi čez 2 tedna ali pa dobro 1 leto umrli od raka zaradi
tega, ker so bili v blast zonu atomske bombe. Ampak ja. Glej, no, če Indiana Jonesu ni bilo nič v hladilniku, pa je pa tudi ven od koraku, pa ni bilo nobene radiacije, tudi ne, pol bo. Pa dobro, vse onemu je vseeno, on je zdaj v Mexico City žura, pa ni bila naprej. Nibbler. Alfa Nibbler, veš. Ja, tudi tako, jaz sem zelo pač govoril, pol je post-kreditni, ne vem kaj, in sem mislil, ok, super, ja, bo še zdaj še bo to, pač bomo videli, kaj bo naslednja franšiza, ampak pol je pač sam to, kar je čist običajno za zombi filme, pač, da je eden zombi, oziroma eden ugriznjen človek preživi, oziroma pač pride ven in je pač dalje deli to zombi bolezen ali whatever. Slino, ja. No, v World War Z drugače, Max Brooks, ne, World War Z pred zgodba, kaj je že priročnik za ubijanje zombijev. Ali preživeti zombi apokalipso. Ne, od Maxa Brooksa, knjigi. Aha. Tam je to, da jedrski zombi niso kul in da jih naj ne bi probal z atomsko bombo ali kak drugače. Beg spraviti, zato ker pač poleg tega, da te lahko vgriznejo, so še radioaktivni. Mogoče bojo pa na tem gradili. Mogoče res, ja. Čeprav že vsa ta, mislim, če smo spet pri zgodbenih luknjah, že vsa ta ideja pač, da vojska zgubi proti zombijem, ki se celo ne razširi. Jaz razumem, da vojska zgubi zato, ker se ta virus toliko razširi, da mim glede pogrize še neki vojakov, pa od znotraj oni razpadejo. Ampak tle ostanejo zombi bolj ali manj locirani na Las Vegas, pa vojska zgubi proti njim. Kako neki bi lahko zgubila proti zombijem? Jaz sem pa drugače. Če se ne razširijo po celih ZDA. Kako pač tisti intro je, ki je ful špasen, no, intro kredici so ful zabavni. Sem tako razumel, da oni rešijo enega kekca, nekega polkovnika, whatever, kao ščini, tipa ven in zato pač ne minirajo cele zadeve takoj. Pol pa tega ne naredijo, ker pač kao, rečemo, da je to Zekov komentar, ker pač hipiji nočejo, da spustijo pa zradirajo v Las Vegas. Tako sem razumel. Ne, da v bistvu vojska niti ne spuši kolikor toliko je pač žrtev ali pa ujetnik politike. Kar bi v bistvu zelo pasalo vzdolž te njegove Ayn Rand libertarne pizdarije. Ja, mogoče res, ampak mislim... Koliko se vam je pa Statel zdela predsednik, ki hoče na 4. juli, ker bo pol full cool zgledalo eksplozija? En ta boljših jokov, bom rekel. Ja. V bistvu eden redki, ki je kakorkoli ratov v tem filmu. Tako zelo Trumpovsko sicer, ampak ja. Trump ni joke, to v filmu tle pa je bil še ok. Ja, drugače meni je bila pač tako, ker sem že omenil Samantha Wynn zelo všeč, ampak res pospravili so jo na najbolj neumen način ever, tako da oni gledajo zraven in govorijo pač, ej ne, reši se, pridi sem, tako 10 metrov stran, pridi. Nobeni pa ne skoči na pomoč. Mislim, tudi on, cela ta fora z onim youtuberom, ki kaže, kako super strelja in ne vem kaj, kje to pol pride, kje se to vidiš? Ni nikjer, to je ta fora teh vinjet, ker po moje si samo mislil, ja, mu dal to noter, ker je hip pa trendi pa dobra slika bo kao. Ker če si opazil, ta youtuber nima tega vojaškega pristopa do streljanja, on kao nekako, veš, iz pasa strela, ne, iz prsi, kao, tako sploh nima, ko bi Srbi rekli, kao, nije na nišanijo, kao, baš ništa, on samo puca, ne. Medtem ko vsi ostali so bolj soldateska, res kao, si vzamejo čas, del Batista ima ful kao, veš, počasno, ne kurimo municije pa nič. Tako da mislim, da pač, ja, on je kot joke noter upravljen, zato da lahko tista safe cracker Nemec reče kao, ful so mi všeč tvoji lasje. To sem vse dobil od tega lika, veš kao, da on zgleda in se obnaša tako kot je, ne vem. Vinjeta, ne vem. Meni je drugače tista scena, kjer ona umre, oni so pa par metrov proč spominjalo na
Police Squad, če se spomnite, to, kar je bilo pred Naked Gun, so v eni sceni imajo, da je full shootout in pol se tak strelja in so eni za klop so skriti, drugi pa za avtom in pol gre kamera ven in so tak 3 metre narazni in se kao, ne, imajo tale shootout. Ja. Tu bi morali nekako to narediti. Ja. Zdaj se me spomnil na Austin Powersa, ki gre valjar proti onemu tipu, ki kriči cel cel. Umaknem se, on pa ne, veš pa še ful razdalje, pa to, ja, to na to me spomnim. Ja, tako nekako, ampak jaz res ne vem, jaz res ne razumem, kako ti pol to, ko gledaš, pa si ne rečeš, gled, kako smo pa to naredili, temo to nekaj drugače ali ne vem kaj. Razumem, da ne moreš vsake scene popravljati, ampak meni, da ne boš pustil noter v filmu, da to tako zgleda. No. Tudi moram reči, da recimo zelo slabo, pač jaz nisem toliko navdušen niti nad akcijo, tudi tole recimo, super se mi je zdela ta ideja, pustimo zombiji hibernirajo. Pač iz nekega razloga zombi pač vse znajo, ne, tle. To je ukrado iz I Am Legend. Aha, tam note jaz sem že malo pozabil, ja seveda, ja. Ampak razumem, veš, zombi, če ne morajo jesti, pač hibernirajo, to. Ampak pol oni med njimi grejo in so ujeti v tesnem prostoru, zombi vse okrog, ampak pol, kako hitro ona pač tisto pade dol, je samo ona not ujeta, geografija prostora se dobesedno zgubi, ne veš kje, kdo, zakaj, a imajo oni še kakšne zombije pred sabo, ali nobenih, tam tako, kot sem rekel, na koncu je res tako izgleda, kot da se ona 3 metre stran od njih pač bori zombi, oni pa jo gledajo in spodbujajo in da jih, ampak pomaga ji pa noben. Niti sharpshooter, ki zadene vse, sem tisti trenutek pa ne more, ne vem. Odpove. Da, veš, kot YouTuber reče, unsubscribe, čau. A ja, veš kaj, mogoče nima s sabo kamere, pa ni mogel posneti, pa veš, tako. Ja. Zakaj bi zapravilo metke, če ne moreš... True. Ja, ne vem, se pravim, ni logika, dobro, čeprav, veš, nasploh pri zombijadah se mi zdi uporaba logike ponavadi res pretirana, ker pač vseeno imaš flash-eating monsters, ne, ali kako naj temu rečem, ampak umanjka pa vse komentar ali pa poigravanje, stropi pa klišeji, nič od tega ni. Zgolj kot, a veš, bolje heist movie, ki ima pa čisto slučajno zombije noter, kot pa zombiji, da so gonilo koncepta, ne, veš, tam so samo zato, ker so... ki hreščijo, pa so navarni, that's it. V Army of the Dead, ki ga isto Snyder režiral, ampak tam je plačal še 2 človeka, kjer je tukaj šparal. Misliš Dawn of the Dead? Ja, Dawn of the Dead, sorry. Kjer je James Gunn naredil scenarij, tam imaš tisti zombi, jim je folk zamero, nekateri kar šprintajo, ampak je zelo vredno narejeno in sploh za Snyderjev tip filma je to, da zombiji šprintajo super. In tam so tisti zombiji ful imeli za povedati kot družbeni simbol in ljudje, ki so preživeli, so tisti film krasno nagovori družbo sodobno, isto kot je Romero, na nekoliko drugačen način update, ampak ne? In tukaj pa enostavno, kot da ni videl onega filma. Ja. Ne le, da ga je posnel, ampak pozabo je na ta osnovni detajl. Ja, res se vprašaš, če tip sploh ve, kaj dela. Veš tako, če... Ja, mislim, tam so pač ti zombiji, pač kazino, pa tudi ni kaj dosti izkoriščen. Mogoče je njegov komentar, da je Las Vegas celo mesto zombi, ali kaj pač. Vem, ampak če se moramo mi spraševati, mogoče je njegov komentar... Ja, to je... Mislim, ni to art film, zdaj da bi rekli, kako da ne, Igor, ne žaliti Zacka Snyderja, to je absolutno art film. Ali pa Fellini. A nisi videl kakšno lečejo uporabo? Ja, to. To je art. Ja, tako da jaz ne morem reči, da se blazno veselim nadaljevanj, tudi ne vem, če me blazno zanima, razen če bo kdo rekel, da so super filmi ali kaj. No, mogoče res ta Nemec, no, mogoče bi pa to...
Mislim, vlogi. Ja, mene bi zanimal čisti pure heist movie, naprimer, s to posadko brez zombijev. Evo, to bi mi bilo kul, pa da mogoče ta Japonc Tanaka, ne, da je pač malo bolj skopira Andy Garcia in je to malo bolj proper imitacija ali pa homaž. Ne. Mogoče pa je to njegov, evo, če že manjko vsebino, mogoče pa je to komentar. Zack Snyder ne mara Ocean's 11, pa si misli, kao, to si jaz mislim o Ocean's 11. Ne vem, zato to. Ja. Skratka, ne bom vaju spraševal, kakšen food črak bi vidva odprla. Še bi hotel kdo kaj povedati o tem filmu, preden pridemo na... Mene res zanima, kje je Mito našel zombija ali je našel heist v Star Treku. Heist movie sem enkrat že dumpnil v Star Treku, tako da ne tu ponavljal. Mislim, da sem omenil eno Deep Space Nine epizodo, pa v mislim, na 6. sezoni ali 7. sezoni TNG-a imaš tudi ene par zadev. Mislim, The Chase. Nima veze. Tle sem šel bolj na res zombi variante. No, v Enterprise seriji 3. sezona, 5. del z naslovom Impulse, se mi zdi cool, ker so pač v predelu vesolja, kjer vulkanci ful ne shendlajo dobro tistih lastnosti, tistega zelo čudnega predela vesolja, Expansa, in jim popusti ta njihova emocionalna barijera, ne? Oni čustva tlačijo dol v Star Treku, ker so drugače ful nasilni, tle pa jim to popusti in so skoraj bolj ali manj dobesedno zombiji. In je kar taka huda, rečemo temu, preganjavica epizoda, kjer Archer, kapitan iz njegovo posadko skuša priti do podatkov na tej ladji, mogoče še rešiti na začetku koga, pol pa skuži fakt, ta folk je zombi, vsi pogrizli nas bojo, gremo. Tako da je kar zabavno, ker v bistvu v Star Treku vidiš, ker full vulkancov nafuka, tega ne vidiš doskrat. V Star Treku okviru. Je pa tudi zanimivo posneta, tako full je non-stop, ta en strobe efekt uporabljajo, ker pač ta vulkanska ladja, ki je ujeta v tem prostoru, razpada, nič ne dela več tako, kot mora, ampak luči so pa očitno na 1000 našopane, ki samo utripajo non-stop, kot nek disko. In je full weird efekt, tak prav ni za epileptične, za folk ima trpi za epilepsijo. No. Pol pa je še en del z imenom Lower Decks, torej serija Lower Decks, prvi del prve sezone, Second Contact, ki pa se jo full slavo spomnim, tako da tu bi Igoru predal, ki je malo bolj navdušen, malo bolj sveža mu je ta epizoda kot meni. Ja, tukaj pač spoznamo like in potem tekom tega, kakih spoznavamo, je tudi ena zombi epidemija noter, kjer pač vidimo, kak se ti liki potem obnašajo. In je Lower Decks je komedija, je parodija v bistvu Star Treka, in kot je Mito povedal, je dost rip-off Ricka in Mortija, skoraj bolj kot Star Trek. Je animirana, tako da v bistvu si lahko vse te stvari prvoščijo in delajo, kaj hočejo. In ena od stvari, ki si jo čisto takoj prvoščijo, je zombi apokalipsa na ladji, ki jo potem v zadnjem trenutku ustavijo. Je pa lušno, ker dva sta v menzi na zmenku. Aha. In sta na prvem zmenku in glih pač tale zombi začne štala in potem ona dva dejansko imata skills, s katerimi rešita to, ne. Čeprav tisti zmenek najprej ni šel vrejo, ona dva pol čist vse lepo spakirata, pomagata rešiti in pol vprašati nekaj, če se boste še dobila, pa on reče, ne, ker v bistvu, ko se je tam začelo, je ona imela tam nekaj neurejeno, ne vem, v glavnem ni čist vredo reagirala in ne boste se več srečala, se nimate več časa. Ampak prav tak res skuša vse stlačiti not and the kitchen sink, kot se reče, in je lušno. Tako da priporočam. Ok, cool. No, super. Igor, boš kar priporočal dalje, kajti smo v rubriki Gledamo, beremo, poslušamo, špilamo.
Tako da, Igor, si kaj gledal, bral, poslušal ali špilal od zadnje epizode? Eno tako full cool igro sem odkril, že nekaj cajtov poznam, Fruit Ninja. Moving on. Pogledal sem en film, od katerega sem pričakoval, da bo zelo v redu, in sicer je naslov The Courier in igra Benedict Cumberbatch, je po resničnih dogodkih posneto, in ta naslovni Courier je pač nek biznismen, ki dogaja se v 50-ih in on dela ful za vzhodno Evropo, zato ga MI6 policija prepričata, če bi on šel prosim lepo v Rusijo in spostavil kontakt tam z enim tipom, ki ima informacije za njih. In zadeva je dosti v redu zgrajena, potem pa na koncu ni in je obupno za drugi pol filma. Čist je predolgo, ful se razvleče in ful zapade v ene patetike, ki mislim, bi ta zgodba zaslužila boljšno. Jaz sem sploh bil navdušen, ker je režiral Dominic Cook, ki je naredil on Chesil Beach pa Hollow Crown, ki sta eno pač film pa serija, ki sta zelo, zelo dobri, tako res high-end britanska produkcija. In to je tudi zelo lepo posnet film. Je pa problem v scenaristu Tomu O'Connorju, ki je pa naredil predtem Hitman's Bodyguard in tudi prihajajoče nadaljevanje, ki naslednji mesec mislim, da pride, kar je pa komedija akcijska, full self-referential, in tukaj potem se resno ta ne izide na koncu ta koncept. In bom rekel, ker kljub temu, koliko je dober Cumberbatch, ni toliko ful dober film, koliko bi to moral biti. No. Druga stvar, ki sem gledal, pa je malo Blast from the Past in je pure sci-fi, Strange Days, režirala Catherine Bigelow in njen takratni mož je napisal scenarij, James Cameron, in je to glavni problem, ker ti sci-fi sci-fi koncepti so super, ne? V bistvu gre se za to, da obstaja en brain recorder, ki ti posname vse, kar ti vidiš in čutiš in to, in potem lahko to posnameš na take minidiske in si da nekdo drugor in gleda, ne? In glavni junak preprodaja te stvari, ker to je highly illegal shit. Obvesli so prebrali tik pred tem Johnny Mnemonika, ki je isto leto vam prišel, ker se tudi te zadevi isto reče Squids kot tistem v Johnny Mnemoniku. Skratka, on tukaj potem naleti na umore in potem se gre tudi za rajec, ki se dogajajo zaradi policijskega nasilja nad temnopoltimi in Y2K, ker je leto 99 in en kup stvari je not. In potem imajo se ciklajo stvari, ki nimajo smisla. Tak, ne vem, on gre 3-krat po svojo bivšo punco in jo proba prepričati in vsakič je odgovor ne. In je fucking boring. 2 uri pa pol je filma zaradi tega. Pol so not celi komadi, ker Juliette Lewis poje, pol 6 Kankanenci nastopajo, tak ne vem, za ene ne vem. Ja, ampak tak imaš, ne vem, 2 uri pa pol filma, ampak od tega enih 20 minut je pač pesmi, ki ne dodajo zgodbi. Prav zares. In pol še pa prideš do dialogov in do končnega obračuna, ki so pa tako cheesy, tako da mislim, res. Pa, plus, da zdaj hindsight je 2020, ampak če imaš Thomas Sizemora noter, za katerega takrat še ni bilo znano, da je psihopat, ki pretepa svoje punce, ne? Kaj mislite, kdo bo morilec? Človek, za katerega se je izkazalo, da je psihopat in pretepa svoje punce. Ampak ja, tudi akcija je dosti slabo posneta, ampak tele sci-fi elementi, kak so nodani, so super. Družbeno-kritične elemente, ki jih je hotela dati noter, je pa pol kasneje v filmu Detroit ful boljš osvojila. In tukaj je kar en mes tega, da so imaš eno vojsko na ulicah, imaš ljudje, ki izgleda, kot da mogoče žurajo, ker je novo leto, mogoče protestirajo proti policiji, mogoče si gledajo revolucijo, ker eni imajo fireworks, drugi imajo pa molotovke. Pa je tak,
Pa vsi so isti, tam na ulici, pa eni kar streljajo naokrog, pa ni vojske, pa pol kar naenkrat so tanki povsod, pa tak. Sliši se tako nekaj, kar absolutno treba pogledati. Ja. Ja, no, pa ful dobra igra, no, Ray Fine, ki izgleda kot Bradley Cooper, ker je imel dolge lase, pa Angela Bassett, pa Juliette Lewis, Tom Sizemore, ki sem ga omenil, vsi so zelo, zelo dobri. No. Pol pa sem še prebral knjigo, bom to na hitro še povedal, in sicer The City We Became od N.K. Jemisin in je ful vredu knjiga, ki Lovecrafta predela na ful boljši način, kot ga je Lovecraft Country. In ma malo spominjala na serijo Sense8, samo da, ki sta Vakovska naredila za Netflix, samo da se ne zapade v iste klišeje, ker pač ne razvleče zadeve, ampak naredi dost kratko in učinkovito knjigo, ki je pa šele začetek trilogije, tako da upam, da bo kmalu dalje. In ful priporočam, v bistvu je o New Yorku, če vam je mesto New York cool, vam bi ta knjiga mogla biti, če pa ste rasist, vam zihar ne bo. Zato, ker dejansko mislim, da zelo malo belih likov sploh not, pa še med temi jih je večina racist, pa not very cool, ali pa tako da ja, no, to bi znalo mogoče koga motiti. Tako da to je dober litmus test. Če ti je ta knjiga, če te nekaj tak zmoti. Ja? A ni glih pol to obratno, veš, da potem belopolti rasist potrjuje svoje stereotipe, ja, se veš, oni so isti kot jaz. A veš, da bo gli zaradi tega še obrat, lej. Ja, ne? Ampak ja, ne, v bistvu stvar v tem, da večina ljudi je ful mešanih, ne? Ker pač je New York mešan in zdaj, če bi imel en kup belih ljudi, not ne bi bilo prav zares New York, ker tile liki, ki so, oni postanejo mesto in dobijo njegove superpowers na nek način. Aha. In predstavljajo vsak svoj borough oziroma celo mesto. In ona, ki je Staten Island, je pač kind of a duš, tako Pete Davidson. Tak da, ja. Okay. No dobro, pa kdo je še videl kakšno znanstveno fantastičen film, v katerem so druge rase? To je res katastrofa. No. Radikalno. Radikalno, ja. Predstavljati si prihodnost, katerih še bomo vedno imeli rase druge. To je... Ja, v The Handelmanovem The Forever War je meni vedno bilo lušno, ker tak pač zgodba preskoči stoletja, zato ker pač potovanje skozi vesolje to povzroči in on vsake toliko, ko prije nazaj na zemljo, so ljudje drugačni. Ne? Na eni točki everyone looks vaguely Polynesian. Tako da ja, sure. Zakaj pa ne? Hvala Igor za to večbarvno poročanje. Mito, ti si naslednji, ti si nekaj uspel pogledati v tem tednu, kar se nismo slišali. Ja, nadaljujem svojo Alien epopejo po special cutih oziroma director's cutih in sem pogledal Alien 4 Resurrection, torej od Juneja z Whedonom kot piscem iz leta 97, precej slav. Trojka mi je boljša od tega, no? Priznam, Trojka je meni zelo soliden film, tale me pa smislu, da bo, ne vem, direktor Scott mogoče kaj dodal, noter malo bolj razvil ene zadeve, bolj kot pa sem jih imel v spominu, ampak je zelo slabo, no? Zanaša se na neke klišeje, pa stereotipe, ki jih je v bistvu enka vzpostavlja, pa ne razišče neke globje mitologije ali pa nič novega ne doda, kar bi res malo bolj razširilo. Še največ novega oziroma najbolj zanimiva stvar mi je, ko potem res na koncu na zemlji pristanejo in gledajo porušen Pariz oziroma požgano zemljo.
takrat mi film zanimiv postane, ampak pol pa se vklopijo krediti in je konc. Vse pred temo je pa škoda cajta pa energije v bistvu. No. Meni so alieni cool zaradi Ripley, zaradi tega velikega, močnega ženskega lika, ki so ga različni režiserji zelo različno obravnavali, ampak vsi dost spoštljivo, no, pa dost zanimivo. Medtem ko tle pa nekako izgubljena v tej neki klonirani vlogi, da ne ve, a je na pol žival ali alien ali človek. Edina emocionalna zadeva, ki jo da skozi, je tisti požig svojih prejšnjih klonov, medtem ko vse okrog tega je pa na pol komedija z onim igralcem iz Hellboya, Perlmanom, thanks. Pa tisti najljubši Žunejev igralec tam malke v Amelie špila onega tečnega zaljubljenca oziroma alkoholika. To pa to. Winona Ryder je pozabljiva, vsi ostali so pozabljivi, čist brezvizen film. Dobro, Brad Dourif je cool, zaradi par cool dobro spisanih stavkov, ampak on je cool meni v vsem, kjer pač je. Dobro, pa to, kak Sigourney Dakoš, ki je bojda v prvem teku naredila. To je čist cool vinjeta kot za Zack Snyderjev Army of the Dead, razumeš kao, ampak to, čist boring. Mislim, ta pristop do neke te mitologizacije Ripley, da je zdaj ona nad, a veš kao, zdaj ona kar naenkrat superhero postane za super močmi in pol se kar naenkrat tako blesavo tudi obnaša tam naprimer ona scena v vodi, ko morajo plavati do drugega dela ladje in jih alieni zasledujejo in Ripley se na sred obrne, ona ful dobro diha, seveda zdaj po novem pod vodo in gleda, kako enega od te ekipe vzame alien in on pol ona nekako z glavo plava in na pol katatonično gleda to smrt in je tako, what the fuck? Mislim, tako, film ti želi povedati, kao, ja, to je ista Ripley kot je, ampak vsega se ne spomni, malo je drugačna, ampak vseeno moraš imeti pa isti odnos do tega kot v prejšnjih 3 filmih in je ful zmeden pristop do tega, ni dobro spisano. No. Mislim, da je Whedon tle failal v določenih konceptih. Že ne, nekako fotografsko pa režisersko nadaljuje svoje te humoristične joke, ki jih poznamo iz njegovih filmov, ampak ni dobro narejen, žal. Pa bi si želel več, ker meni, naprimer, zdaj ne vem, če bom nadaljeval še naprej, ker pač meni se z Ripley Alien nekako konča, meni, ne vem, Covenanti pa Prometheusi so cool filozofski joki, ampak kaj več od tega pa ne, no. Dobro, Fassbender je cool, that's it. Ja. Skratka, bomo videli naslednji teden, če si nadaljeval. Ja, se vem, fora je, da imaš še potem te Alien vs. Predator, tega še nikoli nisem gledal in sem mislil, ajde, če grem mogoče, šel v to noter, ampak to vem tudi od našega agenta Igorja, ki se je žrtvoval kot trofeja za nas, a veš, da pač to nikoli. Ja, tam je tak, prvi AVP je ga naredil režiser, ki smo ga prejšnjič omenjali in to je Paul W.S. Anderson. Tak da, ja, in ne samo to, tudi je PG film Paula W.S. Andersona, tak da, ja. Pol ta drugi AVP, tist pa je tak violent in uživa v tem, kak je violent in temu, da tak čist na začetku imaš sceno, kjer sta fotor pa sin na lovu in tam pride alien in tak pomisliš, aha, zdaj se bo pa sin rešil. No. No one gets out of there alive. Tak, tisto pa je res gore, slasher, totalno. Ok, zdaj si me nekako malo kupil, no, kao s tem dvojkom. Mogoče bo vzgleda. No, druga stvar, ki jo spremljam, pa vidva tudi, je pa Mare of Easttown, oziroma jaz to prevajam kot Kobila iz vzhodnega mesta. Pa vem, ni najbolj
Pač joke. Ti cela kobila. Res pa je, da ta kobila nosi full hudo zgodbo, pa full hud izdelek je to, no. Res je the best serija. Ne bom pa preveč povedal o tem, ker upam, pa mislim, da jo bomo obdelali, no, ker se splača. Bom pa samo tako rekel, da imam pa velike probleme, ker mi je SNL malo ugonobil pristop, ker murder je in vedno, ko slišim Daughter, ne, ta pittsburghski naglas, je malo prasnem smeh, ker pač mi je SNL res malo tle dal tinte pitno. Si drugače na tekočem? Si že današnjega pogledal? Ne, današnjega še ne. Me prav zanima, kaj pomeni tvoj tweet, tako da It's a cliffhanger, obviously. Tak da ja. Jaz še tudi nisem današnjega uspel pogledati. No, jaz bom poročal seveda o Star Treku, o čem neki. 6. sezono sem seveda pogledal, že tako kot sem na zadnje rekel, mi že takrat ni manjkalo več dost. In tako mogoče sem na hiter tist, kar so mi bili v redu deli, seveda absolutno chain of command, ne tle pač, sploh ne vem, zakaj bi to moral omenjati, mi je bil zelo všeč, no, vsta ubogi Picard in pač to There are four lights in to se mi je zdelo čisto simpatično, no, zdaj razumem, odkot ta skoraj da že pregovor, ta citat in tako. Ja. Kao, veš, v Star Treku nimaš dosti gaslightinga, ampak če ga imaš, je tle, veš, to. Kaj je gaslighting, poglej si chain of command. Ja. Drugač, tudi Birthright recimo je taka ful znan, mislim, je kar visoko cenjena. Meni je bila sicer dost všeč, predvsem zaradi date in njegovega razvoja v bistvu, in zaradi tega pač izpostavljam še 8. epizodo A Fistful of Datas, kar se mi je zelo dopadlo tudi to, kako ta igralec v bistvu, ki pač mora tle v tej seriji imeti več čas pač ta androidski izraz, kako zna on ful dober igrati, in v tem filmu, v tej epizodi pač pokaže vse svoje igralske sposobnosti, no, tako da tam se mi zelo dopadla. Tudi Rascals mi je bila blazno všeč, ker vidimo Picarda kot otroka oziroma najstnika in še vedno ima pač ta commanding voice, oziroma tako, to se mi je zdelo pač tako the best, ki pride prvič na pač pred Rikerja in mu začne govoriti in si sam tako, ker gledaš unga Rikerja, ki mu nič ni jasno in ne ve, kako sploh naj bi s tem. Meni je dober joke v tem delu, ko v bistvu on se splazi nazaj mimo vseh Ferengijev do Rikerja, da ga skuša kao tak inkognito prepričati, ne vklopi on kompjuter v vrtcu, pa kao, can you make it so number one, pa vsi skočijo v luft, what the fuck, my number one dad, pa je tak full awkward moment, ko se Riker pa Picard objemata, tako, čist, kako ne rečem, insider Star Trek joke, zelo na mestu. No? Pol mi je bila še kar všeč epizoda 5 Schism, ki je v bistvu UFO alien movie, mislim movie pač žanr, skratka abduction, gre za ugrabitev pač od zunaj zemeljcev, ti so celo v neki na pol drugi dimenziji, to se mi je zdelo pač zelo zabavno, kako to narediš sred Star Treka oziroma Enterprise, ki je itak vesoljska ladja, pa vseeno narediš ugrabitev, to se mi je zdelo tako fantastično zabavno, in pa izpostavil sem še drugač Relix, kjer seveda se vrne Scotty in je pač meni res najboljše te lekcije, ki jih on daje LaForgeu, pač kako naj se obnaša in da ti kapitanu vedno moraš povedati neko totalno nerealno številko, pač kdaj boš lahko popravil, ne rabim 26 ur, pa ne reče make it in free, pa ti, ja. ne. In to se mi je zdelo tako, da kako že reče, kao ono, ja, koliko si mu povedal, da boš naredil, kao v 24 urah, ja, ampak koliko bo pa res potrebno. Ja, koliko bo pa res to se mi zdi, kao, veš, taki ultimativni nasveti za prekerce. Ja. Ampak tudi pač tak medžanrski joke je, ne? Seveda
prejšnjo originalno sezono, kjer je ponavadi vedno ta fora, ne, da mu ne reče 3 ure, on pa reče nazaj, seveda, mu kapetan, da rabi uro sam ali pa nekaj. In on tako, valjda. Kirk vedno tako reče, Scotty mu reče 3 ure, on pa 1 uro imaš, to več neš. Make it in one ali pa nekaj. Pa mene zanima ono Alkič, to me kar Picard malo presenetilo, veš, ko Scotty tako malo viski varianta, pa kao, mislim, da uletite z neko zeleno žganico iz Gajnenovega bara, Picard ful preseneti, ko malo zbije tisti brandy dol, ko da je, veš, tako, ga kar dober cukne, no, malo po štajerski. Vse je vinorodne pokrajine, vse je njegova familija. Tako da v tej sezoni se mi je zelo dopadlo predvsem to, kako so še like nadgradili, kako Data dobiva vedno nekih novih stvari, tudi Worf mi je bil v tej Fistful of Data ful simpatičen, ker najprej pač tako zelo je siten, ker mora s sinom iti na holodeck in se skuša tudi izmuzniti temu, išče neko nalogo si, da bi mu Picard dal, ker imajo vsi dopust, ker neki, pol pa privoli v to, pol pa toliko uživa to, ker pač strelja in je junak in tako, da na koncu pač si ti sklobuk nadene in je tako. Pač zdi se mi, da so to sezono so si res vzeli, da so še karakter še razvili, da so še malo tako, tudi Riker ima ene par blazno super epizod, tudi tam, ki je v unimu bolnici, ki si jo ti enkrat omenil v Star Trek kotičku, tudi tisto se mi je zdelo fantastično, no. Tako da zdaj 7. sem malo počasneje, zato ker zdaj sem imel kar nekaj dela spet, ampak pogrešam tukaj nekaj, kar si bil glasen, ne da bi ti zakaj urival noter, ampak ona Die Hard epizoda, Ship in a Bottle. Seveda, kaj že... Ship in a Bottle. Ne, Ship in a Bottle je unat z Moriarty. Se res. Ta je neki Ship is Mine. Starship Mine. Starship Mine, tako je. Pač tam se mi je zdelo zabavno, ker pač to je zame Die Hard. Pač to je tako, Die Hard. Ne, saj tle notri, gledaj, če bi hotel, dobesedno zdaj v teh dveh sezonah, pride sicer deli, ki so mi tako malo dolgočasni in boring, ampak pride pa deli, ki so pa neverjetni, no, tako da tle sem zdaj blazno užival in tudi 7. si bom mogoče malo počasneje vzel, malo bolj na easy, ker pač imam še sam da še zaužiješ nekih 20 delov. Naj ti tekne. Vsega le, Ljudje in ljudine, če verješ ali pa tudi, če ne. Hvala, Mito, domnevam, da si to ti napisal. Sem, Vsega lepega je enkrat konec, tako bo Star Treka zame in tako je že naše 93. epizode. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obot. Podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatov. Z vami smo bili Mito, Špricar, to sem prej še pozabil zbrisati, se opravičujem. Mito, če mi ne pove, moram ekstrapolirati. Gerič. To je kar okej zame. To je naslov te epizode skoraj da. Igor, žrtvena daritev za Alfe, Harp. In Aljoša, jaz tega ne razumem, harlamo. Tole epizodo smo znova in še vedno snemamo preko spleta z naših domov, mi se še vedno čuvamo, upamo, da se tudi vi, s tem, ko čuvate sebe, čuvate tudi svoje bližnje, sosede, sodržavljane. Najbolje se čuvamo tako, da se cepimo, tudi mi smo se prvič že, čuvamo se lahko samo skupaj, ostanimo skupaj tudi, ko smo narazen. Če vam je bilo všeč, kar ste zdaj slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljajte platformo Aparatov z odličnim izborom podcastov za vsakega in če vas v naslednjih dneh kdo pošlje po denar v svoj lastni sef, zahtevajte kodo oziroma ključe, predvsem pa ni tega denarja, zaradi katerega bi umrli in tako zamudili naslednjo epizodo podcasta Obot. Ali pa vse avans. Podcast Obot. Edini razlog, da še živite. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu smo podcast s K-jem, Obot brez pikic, tja delimo rajcere, prikolce, novice iz sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, načrte za food truck, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič
Tole je že bila 93. epizoda, 35. special iz karantene, samo še 6 epizod do jubilejne 100. epizode, še prej pa seveda naslednji teden 94. epizoda, o čem bomo govorili. Nekako še ne vemo, nismo še čisto prepričani, ampak če boste spremljali vse zgoraj naštete kanale, boste vse zvedeli pravočasno, predvsem pa do takrat ostanite zdravi in se poslušamo. Tako po zombijovsko. Možgani, good. Ja, misliš, da bi mi bili dobri kandidati za alfa zombije?